Kolo s psom, imenovano tudi bikejoring, je šport, v katerem kolesar pedalira in usmerja kolo, medtem ko en pes ali dva tečeta pred kolesom, privezana z vrvico in posebnim pasom, ki jima omogoča varno in udobno vleko kolesa. Ta vznemirljiv šport združuje moč, hitrost in edinstveno povezanost med človekom in psom. Pogovarjali smo se s Patrikom Zupaničem, lastnikom psov in tekmovalcem v vlečnih športih, ki nam je povedal, zakaj je ta šport postal priljubljen tako med rekreativci kot tudi med tekmovalci. Bikejoring je šport, kjer vlečni pes vleče kolesarja, se pravi, kuža je pripet na samo gorsko kolo in pomaga kolesarju k hitrejšemu tempu. Zdaj ta zadeva se je začela, v bistvu obstaja že toliko časa nekako, dokler obstajajo tekme z vlečnimi psi. Tako da to se je praktično začelo nekako v 80-ih letih bolj intenzivno. In ker tekmovalci niso imeli veliko snega, celo leto snega na razpolago, so začeli pse trenirati na različnih teh, mi pravimo temu dryland pripomočkih, kolo, skiro, tudi tek, zato da so jih ohranjali v kondiciji za tisto glavno zimsko sezono. Medtem, ko sedaj, v teh časih, zdaj bolj v sodobnih časih, je pa glih ta dryland tekmovanje, se pravi, med katerimi je tudi bikejoring, postal v bistvu zelo popularen, zato ker je bolj simpel kot samo tekmovanje na snegu, ne rabiš posebnih pogojev, celo leto se lahko udejstvuješ v tem športu. Tako da je zdaj v bistvu, lahko rečem, ta del tega športa že prerastel zimski del športa. Zdaj za bikejoring potrebujemo sledečo opremo. Prvo je gorsko kolo, se pravi, gre za čisto v bistvu klasično gorsko kolo, lahko je polno vzmeteno, lahko je normalno, ta vidite še v bistvu ima še je še od spredaj brez vzmetenja, zato da je čim lažji. Potem pa rabimo še specifično opremo, prav posebej za ta šport. Ena stvar je v bistvu vlečna oprsnica, ki jo uporabljamo za vse športe, kar se tiče vleke, tako za sani, bikejoring, canicross, kjerokoli disciplino pač počnemo. Ta oprsnica je narejena tako, da ne ovira psa pri teku, ne ovira mu dihanja takrat, ko vleče, in mu omogoča čim bolj naravno gibanje. Zdaj naslednji kos opreme je takale vrv. Vrv mora biti elastična, se pravi, tukaj vmes je elastičen del. To je zaradi tega, da ta vrv blaži sunke vleke psa, se pravi, je tako bolj varno in za psa in za kolesarja oziroma potem tudi pri canicrossu za tekača, da se sila rahlo razbremeni. Ena stvar je pa še, ki pa ni obvezna, je pa priporočljiva, je pa taka, mi temu pravimo bikejoring antena. To je pa samo nek podaljšek, skozi katerega je napeljana ta vrv in nam omogoča, v bistvu nam pomaga, da nam slučajno vrv ne pade pod prvo kolo. Ker če se to zgodi, pač se kolo prevrne naprej na glavo. Pri bikejoringu je pes pripet pred kolesom točno v smeri gibanja naprej, da njegova sila omogoča hitrejše kolesarjenje. Patrik ima dva aktivna športna psa. Prvi se imenuje Ragnar in je skandinavski hond,
vrsta lovskega psa, ki je posebna mešanica, zelo primerna za ta šport. Star je 4 leta, tekmuje v bike-joringu in skuter-joringu. Že je sodeloval na svetovnih prvenstvih in je trenutno Patrikova številka 1 v tej športni disciplini. Drugi pes v Patrikovi zasedbi je Norik, ki je star 9 let. Norik je pasme Graceter, mešanica s pridihom hrtov. Ker je že nekoliko starejši, v bike-joringu ne tekmuje več, saj pri visokih hitrostih ni več konkurenčen. Namesto tega zdaj bolj uživa v disciplinah tek s psom in skuter-joring, v katerih lepo sodeluje z Ragnarjem. Bike-joring je dokaj kratka disciplina, se pravi, proge so dolge tam nekako med 4 do 8 km. Zavedati se moramo, da tukaj psi tečejo zelo hitro, v bistvu so temu pravimo šprint psi. In brzine, ki se dosegajo tukaj, so tam do 50 km/h. Povprečne hitrosti se gibajo krepko nad 30 km/h. Zdaj sam teren, kakršen mora biti, seveda zelo varira. Zdaj jaz bom povedal tistega, kar na sami progi ne sme biti. Ne sme biti preveč asfalta. Zdaj, če je nek kratek odsek asfalta, je ok, ampak preveč asfalta ni dobro za pasje tačke. Niti kakšen grob makedam, tudi to je v bistvu zelo podobno kot asfalt, oziroma v kakšnih primerih še slabše. Proga mora biti toliko varna, da jo pes lahko v polni brzini preteče. Se pa seveda proga lahko varira, lahko je široka, lahko je, ne vem, gozdna pot, poljska pot, lahko je tudi single trail, se pravi, da se gre po zelo ozkih potkah, tehnično bolj zahtevno, lahko so vzponi, spusti, ampak vse moramo gledati pa nekako, celo progo moramo gledati pa nekako z oči psa, se pravi, da za njega ni nevarna, da pes lahko zmeraj varno stopi, da ni nekih hudih skokov, kaj takega, tako da v bistvu pes ostane, da se ne poškoduje in da lahko normalno preteče progo. Poleg kolesarjenja s psom obstaja tudi tako imenovani skuter-joring. To je tekmovanje na zato pač posebej narejenemu skiroju. Skiro ima, kakor vidite, zelo velike gume, nekako tako kot gorsko kolo, da gre lažje čez vse prepreke, čez korenine, kamne in tako naprej. Tukaj pes isto kot na kolesu vleče skiro. Vodnik mu pa pomaga z brcanjem skiroja, da mu pomaga k čim večji brzini. Ta disciplina je kar zelo naporna, tako za psa, kakor za tekmovalca. V bistvu dostikrat ljudje mislijo, da se tukaj gor samo peleš, ampak je v resnici zelo težko to zadevo poganjati, sploh če hočeš biti pač na progi hiter. Električna kolesa so na tekmovanjih seveda prepovedana, ker tukaj gre za to, da v bistvu kolesar tudi doda nek svoj vložek, se pravi, tako morata biti pes in kolesar dobro pripravljena, da čim prej premagata progo. Se pa električna kolesa veliko uporabljajo za trening, predvsem, da se trenira pse na prosto, se pravi, da psi prosto tečejo, in ker smo z električnim kolesom lahko precej hitrejši kot z navadnim, je zelo fino, da jih na tak način treniramo, navajamo na hitrost. Kadar je proga, po kateri pes teče, bolj groba,
Ali pozimi, ko je zasnežena ali ledena, ali je sneg zelo trd, psom nataknemo čeveljce. Ti zaščitijo pasje tačke pred odrgninami, da ne pride do poškodb blazinic. Biti morajo mehki, lahki in psa ne smejo ovirati pri normalnem gibanju. Drugače treningi pa potekajo tako, začnemo že nekako, je kuža majhen. Najprej ga navajamo na samo prsnico, treninge delamo zelo kratke, po 100 metrov, 200 metrov in tako naprej. In ko kuža doseže nekako starost 10 mesecev, to razdaljo lahko že podaljšamo na kakšen kilometer in potem to stopnjujemo tja do neke tekmovalne razdalje. Zdaj treba je vedeti, tudi pač treniramo glede na to, na kaj psa pripravljamo, se pravi, se gre za neko rekreacijo, potem niti ni važen, pač ga treniramo tako, kot nam odgovarja. Razdaljo pač prilagodimo našim željam, če hočemo mi zdaj iti, ne vem, krog, ki je 10 km, pač ga navadimo, da teče 10 km. Če se pa pripravljamo na neko tekmo, pa seveda trening prilagodimo temu tekmovanju, Zdaj zelo je važno, da kuža že od malega navadimo, da vleče, se pravi, da ga te vleke ne zamorimo, da mu pokažemo, kdaj se lahko vleče, kdaj se mora hoditi na popuščenem povodcu. Je pa fino tudi pri samih treningih, da se kdaj pa kdaj udeležimo tudi kakšnih skupinskih treningov, kjer so v bistvu že prisotni psi, ki vejo, kako se tej stvari streže in se tudi mladi kužki potem od njih naučijo. Pri treningih je ključno paziti na vročino, saj pri visokih temperaturah ne smemo trenirati. Preden začnemo s treningom, je treba psa rahlo ogreti. Najprej ga sprehodimo, morda mu dovolimo, da prosto teče in šele nato pričnemo s treningom. Po treningu je ključno, da pes dobi dovolj tekočine. Za vlečne športe se lahko uporabljajo zelo različni psi, različne pasme psov, različni mešanci. Pač pomembno je, da je kuža zdrav, da je aktiven, da ima željo po gibanju. Pa zdaj bom rekel tako, zdaj kakšni res ekstremno veliki in ekstremno majhni psi niso najbolj primerni. Zdaj največ se uporabljajo, kar se pasemskih psov tiče, zdaj so zelo popularni, recimo belgijski ovčarji, border collie, sibirski husky, vse te severne pasme, pa seveda še nešteto drugih, vidimo dobermane, dalmatince, ni da ni. Zdaj na najvišjem temu tekmovalnemu nivoju pa tekmuje večinoma za posebnimi mešanimi pasmami, kot so Greystar, Scandinavian Hound, Eurohound. To so posebni miksi različnih pasem, ki so pa vzrejeni posebej za ta šport in so v bistvu zelo hitri. Bike joring je dinamična in navdušujoča dejavnost, ki ljubezen do kolesarjenja združuje s strastjo do psa. Tekmovanje v tem športu je dostopno skorajda vsakomur, ki ima doma dejavnega psa, saj se vam lahko pridruži, ko ste na kolesu, med tekom, ko smučate ali na sprehodih. S psom lahko skupaj uživate v naravi, ko vi dejavno izkoristite svoj prosti čas, psu pa omogočite, da se veliko giba na prostem.